Mi pa začenjamo, kot vedno, z oddajo. Ne vem, če sem vam že kdaj povedal, da je moj najljubši TV program Planet TV. A sem? Mislim, pogodbeno to moram reči, ker sem pač... Ampak tudi, ker mi je v resnici pri srcu. Zakaj? Ker me nasmejijo že čisto resni novinarski prispevki. To mislim na dober način. To sem recimo videl prejšnji teden na poročilih. Poglejte si to. Če imamo več teh kaznivih dejanj, v tem primeru recimo naj bi šlo za več kaznivih dejanj z uporabo sile ali grožnje, se potem lahko sodišče sešteje te kazni, torej če imamo 4 kazniva dejanja, recimo 4krat določi po 10 let in potem sešteje, ampak ker je maksimum 30 let, se je tukaj potem sodišče odločilo za to najvišjo kazen. A nimamo krasnih snemalcev, ki tako lepo skadrirajo. In me nasmejijo. Zakaj? Ker sem star 5 let. Pa da najdejo še tako lep kader 50 tičev iz zemlje ven. A ni to lepo? Zdaj pa k resnim zadevam in sicer droge. Marsikdo bo rekel, droge, resne zadeve. Droge so pa ja zabavne. Ne, droge so slabe. Edina droga, ki vam jo dovolim jemati, je ta oddaja, okej? Na delu pa je bil Nacionalni preiskovalni urad, ki je med 2 hišnima preiskavama v Ljubljani zasegel izjemno velike količine prepovedanih drog. Preiskovalci so našli 12 kg kokaina, 25 kg amfetamina, 7 kg konoplje, več kot 20 000 tablet ekstazija in več kot 21 000 kosov prepovedanih zdravil. Med zaseženimi so bili tudi želebomboni s konopljinim ekstraktom in elektronske cigarete s THC-jem. A to so bili pri Escobarju doma, ali kaj? Tega ne moreš v ladljico imeti. Ampak mojo pozornost so najbolj dobili žele bomboni, ki jih imam rad. Katere okuse so pa imeli? To so na videz povsem navadni žele bomboni. Tudi zelo privlačni, lepi za jih videti, raznobarvni, različnih barv, živahnih barv. Tudi sam sem jih sprobal, ker so bili res živahni, lepi bomboni. Tudi sam sem se potem počutil zelo živahno. Ni nujno, da mladostnik sploh ve, kaj zaužije, če mu nekdo ponudi tak bombon. To je lep bombon, sladek, ki pa vsebuje visoke koncentracije THC-ja, ne? Z visoko koncentracijo THC-ja. Zato bi rad pozval vse, ki imate podobne bombone, da jih prinesete na urad, da jih pojemo preventivno. Da ne bi prišli do mladih, ki ne vejo, kaj so dobili v roke. Vprašajte me, publika, koliko želejo je ta publika pred snemanjem pojedla. Pojmo dalje. Državljani in državljanke so izrazili zaskrbljenost, da ni slučajen kakšen žele bombon prišel do bivšega predsednika Republike Pahorja. Zakaj? Zakaj? Zaradi tega. Ja, vi se smejite, ne? Da pa Ljubljana polje, kdo poklical, pa ne. Dokler ne bo enkrat prepozen. Ko ga boste pa lovili, ko bo nak po Dunajski laufu, pa ne bo več smešno, a? Bo pa vrag šalo vzel. Zdaj, a je polna luna, ali pa ne vem, kaj je, ker je za bivšim predsednikom zelo plodovit teden. Nekaj dni pred tem je recimo objavil take fotke. In? Ste ga vprašali po zdravju? Niste, like ste mu stisnili, mater vam! Ne vem, ljudje se zgražajo nad tem, kaj dela bivši predsednik Pahor. Drugim se zdi to izredno posrečeno, delijo, se smejijo. Jaz pa pravim, a je on prvi predsednik, ki je po svojih mandatih napravil kaj takega? Ni. Vsi se spomnimo Kučana, kako je po koncu mandata postal Victoria's Secret model. A se ga spomnimo? Jaz se to še živo spomnim. Ali pa Danila Türka, ko ni bil izvoljen za drug mandat, drastično spremenil kariero in šel za eksotičnega plesalca v Bolivijo. A se ne spomnimo tega?
To je normalno za bivše predsednike, vam povem. Pomirite se, res, ne. In medtem, ko eni snemajo TikToke, imajo drugi spet drugačne popadke. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović trdi, da mnogi prispevek doživljajo kot prisilo za storitev, ki je ne uporabljajo. V parlament je tako prinesel več kot 17.000 podpisov podpore pobudi za ukinitev RTV prispevka, kar je približno 4-krat več od zahtevanih 5.000 za njeno vložitev. Pa kaj imate proti RTV? Kaj imate proti mostovom Hidak? Pa proti obzorja duha? Pa proti politično stanjo na gobec? Pa proti krasnim slovenskim TV serijam, ki se začnejo tako lepo počas, pa se pa čisto stavijo. Kaj imate proti temu? Pusti jih primer, okej? Te ljudi je treba plačati. Vseh je samo 2000. A kaj je to? Nabirite točke raj kje drugje, okej? Leave Britney alone! Leave RTV alone! Slovenske železnice, zdaj imamo pa že vsak teden v poročilih Slovenske železnice. Ja, vemo, Jure, vlak je iztiril, bodi si ali zamudil, ali pa ni bilo več povezave, pa so morali iti naprej z avtobusom. Ja, okej, vse to je res. Plus? Po vseh sabotažah železniškega prometa, o katerih smo obširno poročali, je včeraj dopoldne potniški vlak na progi med Pivko in Ilirsko Bistrico povozil bika. Nesrečna žival je iz neznanega razloga pretrgala žičnato ograjo okoli bližnjega pašnika, ki bo varovan z električnim pastirjem, ter odtavala na železniško progo. Ja, zdaj bi se rad predstavljal tok misli tega bogega bika, ki se sprehaja. Vlak slovenskih železnic, ki se komi premika. A mi bo ratal čez progo? Valjda mi bo! Pismo imajo smolo slovenske železnice letos, a ne da? Ko za kleto. Kitajski vlaki, ne vem, če veste, v 24 urah naredijo skoraj 6000 kilometrov. Mi pa se tresemo, a bomo prišli od Litije do Jevnice brez problemov, ali ne? In največkrat je odgovor ne. Ampak jaz upam, da nam en dan uspe spraviti v red ta naš javni promet, da bomo živeli srečno dalje, ker ceste nam tudi ne grejo. Najbolj, da podremo še to, kar imamo. Imamo pač smolo, kaj čmo? Na taki lokaciji smo. Slovenija je tranzitna država. Ampak zato imamo pa tako dobre žele bombone. Drugač pa... Dost bombonov za vas, gospod. Drugač pa med lepše novice tedne spada kaj? Veste? Ne veste. Ja, lučke menda! Ste bili na prižigu? Niste? Niste bili, nimate poškodbe možganov. Dobro. 5, 4, 3, 2, 1... Pet, štiri, tri, dva, ena. Nek se vidi revšna Ljubljanska. Koliko je pa to koštalo, gospod župan? 8.250 milijonov, da. Najlepše mesto na svetu je nenadoma postalo še lepše. Kot vidite, so letos zelo premišljeno okrasili, vse ima smisel. Kam damo te lučke, gospod župan? Pa tam jih vrče spreko, da. Je pa lepo videti, kako ima narod rad župana, ki zrihta tako krasne dučke. Drage prijateljice, dragi prijatelji, zdaj pa med nami pozdravljam župana mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, in ga prosim za nekaj besed, preden skupaj razsvetlimo Ljubljano. Dobro večer. Ste videli ta aplavz? On ne ve, kako se to dela. Če imaš tak nastop, si zrihtaš publiko, ki jo imamo mi, jim daš par žele bombonov. Res. Vi tega ne veste, ampak te ljudje v tem stanju bi ploskali tudi obtoženi na Nuremberškem procesu. Res.
Pa da ne bo kdo mislil, da smo se mi poigrali s tem videom pa zvokom, da smo stišali zvok ali pa kaj aplauz. Mi se bomo zdaj poigrali. Drage prijateljice, dragi prijatelji, zdaj pa med nami pozdravljam župana mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića in ga prosim za nekaj besed, preden skupaj razsvetlimo Ljubljano. Dober večer. Kakšen je bil pa kaj glasbeni program? So peli tradicionalne božične pesmi, klasike božičnih pop uspešnic, Santa Claus, zvončki, jelenčki na saneh, Rudolf je bil mlad jelen, Božiček je med nami, Jingle Bells. Zdaj, če se ne motim, je bila to ena budnica z kasarne v Pančevem. Ampak... Dobro. Če je bil lep honorar, smo veseli. No, tudi v Mariboru so se igrali z žarnicami. Vabljeni v čarobni Maribor, seveda vse leto, ampak sedaj v predbožičnem prazničnem času v decembru je mesto s pomočjo čarobne niti svetlobe še posebej povezano, svetlo. Svetloba nam daje tisto moč, da zremo povezani v prihodnost. Zanimiv govor, tak poduhovljen. Svetloba nam daje moč, da zremo povezani v prihodnost. On tega ne ve, ampak večina ljudi rabi samo en kuhan vin, ne rabi luči. Hočem samo reči, smešno je slišati Štajerca take tekste govoriti, no. To je vse, kar sem hotel povedati. Zdaj ne vem, če veste, ampak čisto po naključju pravi kralj lučk prihaja dejansko iz Maribora in njemu pomenijo lučke to, kar je Elvisu pomenil rock'n'roll. Gre za očeta priznanega radijskega voditelja Roberta Roškarja, Slavka Roškarja. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, gremo! Oh my God! Meni so všeč, pa mogoče katerem drugem tudi. Z mojimi iznicami upam, da bomo pričaral vsaj polovici ljudem iskrice v očeh, toploto pri srcu in mir v duši. A ste videli to, kakšen ne vem, teh lučk je zdaj že ne vem, začel je koliko let nazaj, zdaj pa že cela soseska v lučkah. Zdaj na prižigu lučk je bil tudi, če ste videli, mariborski župan, imel je govor, rekel je, svetloba nam daje moč, da zremo povezani v prihodnost. Res, to je citat. Drugač pa čestitke gospodu Slavku Roškarju, ker res se mu vidi, da je srcem v teh lučkah. No, če je jok vmes, gospod. Ampak vam povem, ta bo enkrat tak kratki stik naredil cel Maribor brez elektriko. Zanimiva novica, pa ta teden prihaja tudi iz Italije. Tamkajšnja policija je aretirala 57-letnega moškega, ki se je, da bi zavedel oblasti, preoblekel v svojo lastno mamo, katere mumijo je hranil doma v omari. Zdaj sam ne vem, a naš News gleda za vikend filme, pa pol prodaja obnove filmov v obliki novinarskih prispevkov, ker ta zgodba je drugač kar stara. Leta 60 je bil celo v kinu. Ste gledali, a? Danes ga prejavite na kakšni pretočni platformi, ki v poročilih. Na okencu občinskega urada v italijanski Mantovi se je tako pojavila starejša ženska, ki je želela podaljšati veljavnost osebne izkaznice. Gospa je res prišla, varnostne kamere pa so pokazale, da je prišla z avtomobilom, čeprav ni imela vozniškega izpita. No, ugotovili pa so, da je v Gracielo preoblečen moški, njen 57-letni sin. Ok, tle se pa zgodba malo spremeni. Zdaj, očitno ni nobene kopalnice v igri, pa noža, pa grozljive muske. Ampak iskreno, jaz še zdaj ne vem, kjer je sin, pa kjer je mama. Mi lahko pomaga. Pismo imajo te Italijani ostre oči, da so opazili razliko, a? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.